Midva sva Fabrika in vi poslušate Radioaktivno. And their plans they always had for you. The time has come to prove again that you are one of them. Meeting Expectations z albuma Ordinary People zasedbe Fabrika. Alan, lepo zdravo, da je Radioaktivno na Radio Prlek. Zdravo Radio Prlek, zdravo Boštjan, me veseli, da sem tu. Dobro uro bomo danes navadni ljudje. Drži, če bomo samo dobro uro je v redu, eni smo celo življenje že tako da evo, pa bomo še eno uro zdržali. Imaš občutek, da danes vse manj navadnih ljudi, pa vse bolj več tistih nekih posvečenih? Ne, kvečemo navidezno posvečenih. V resnici nas je vedno več, ki smo navadni ljudje, samo da se eni tega zavedajo, drugi pa mogoče malo pozabijo. Čeprav pa, ko se ustvarja neka elita, ko pravijo 1%, ti ne želijo biti navadne, ali pa so zase navadne. Ja, težko rečem, ker jaz zagotovo ne spadam v ta 1% elite, teda ne vem, kaj oni pri sebi, kako se počutijo, ampak jaz mislim, da je dosti tudi neke šminke in wannabejev in nekih, ne vem, kakorkoli, jaz jim želim vse dobro, ampak jaz vem, da spadam med onih 99, tako kot večina, in se tam čist udobno počutim. Potem je ta album za vse, za nas pa za one. Za vse, absolutno, tu ni omejevanja, kdorkoli je, bomo veseli, če ga bo vzel v roke in poslušal. Ali tudi na to razlikovanje želite
želita opozoriti z novim albumom? Ne vem, če jaz sicer valjda me nič ne bi motilo, če je tudi tu neka socialna ali pa družbena nota, če bi jo kdo zaznal, ampak iskreno, vse napisano ni bilo s tem namenom. To meni, jaz nimam občutka, da je to nek album, ki bi na nek način razčlenjeval družbo in tak naprej. Bolj mislim, da je to osebno izpoveden album, se pa verjetno da tudi malo ekstrapolirati na kakšne druge teme širše. Sta pa prvenec zelo na široko zasnovala. Ja, v vseh pogledih. Ja, eno je seveda časovna komponenta, eno je žanrska raznolikost albuma. Vidi se, da je pač album je dolgo nastajal. Zdaj, če smem tak mogoče nek uvod narediti, mi s Tomažem sva sodelovala prej v skupini Mars Lavada, pol pač na neki točki se je zadeva ustavila in pol je nekako Tomaž probal zagnati celo zadevo in v osnovi je bila zadeva pač zamišljena tako, kot je. To pomeni, jaz sem v Mars Lavadi v bistvu bil v vlogi bobnov, on v vlogi kitare in pol je on nekako izbiral ljudi, s katerimi bi ta nek nov projekt zapeljal. Seveda sva si zamislila to zelo drugače, to pomeni, nikakor ni bilo mišljeno, da bi jaz recimo vokale imel čez, se bomo verjetno še kaj več o tem kasneje rekla. Kakorkoli, album je nastajal dlje časa, kot sva si želela. Vmes se je pač marsikaj zgodilo, verjetno je najlažje reči, da se je zgodilo življenje, in čas je svoje naredil. In tudi seveda, same pesmi so nastajale v različnih časovnih obdobjih. To pomeni, pred 10 leti sem se tako počutil, danes se počutim čisto drugače in to se tudi pozna na sami muziki. To pomeni, meni se zdi, da tu ni nekega enotnega koncepta, ampak meni to ustreza, teda tudi, zdaj ko smo malo starejši, tudi lahko preizkusimo v katerih drugih žanrih, pa da vidimo, kako to je. Glasbeno nadaljujeva, druga, ki jo bova spustila, bo One Day at a Time. Drži. Izgubljeno časo morda? Tudi, morda. Po drugi strani pa probamo si življenje, ali pa vse jaz si ga probam, bom braje osebno to govoril, dan za dnem si vzeti takšen, kot je. To pomeni, dosti se govori recimo zdaj o tej čuječnosti, jaz še pred 6 meseci nisem vedel, kaj ta izraz pomeni, zdaj vmes sem ga moral pogooglati in tak naprej. To pomeni na nek način živeti v sedanjosti. Meni je to vedno težko uspevalo, pa tudi ne bom rekel, da sem zdaj uspešen v tem, ampak zdaj vsej vem, da to nek koncept je in se mi zdi, da imam na tem področju dosti rezerve in da to pije vodo, to ima smisel. To meni, jaz sem vedno, se pravim, govorim čisto iz osebnih izkušenj, ali živim v prihodnosti ali pa v preteklosti. Zelo redko najdem čas za sedanjost in ajde, če rečemo one day at a time, je, da si vzameš vsak dan za sebe in ga pač probaš nekako izkoristiti. Guilt
One Day at a Time, zasedbe Fabrika, Alan z mano oddaja Radioaktivno. Delata dolgoročno? Ja, mogoče bom se naprej navezal. Delava seveda dolgoročno, ker pa ne veva, kaj bo dolgi rok prinesel, probama uživati ta trenutek, ne. Jaz sem prepričan, da bova povlekla zadevo tudi do drugega albuma, takšen je vsaj trenutni načrt. Pač veseli me dejstvo, da nekaj je že narejeno, ker doskrat se pač zgodi, ne, da narediš prvi album, daš ven, pa z drugim še sploh začel nisi. Ne, pač situacija je pri naju bila taka, da smo pri tem dolgotrajnem procesu, ne, snemanja prvega albuma imela toliko časa že, da smo kar precej glasbe naredila za naprej, ne, torej za drugi album, tako da smo na pol koraka že do drugega in to valjda je nek optimizem, da se drugi bo zgodil, torej v tem smislu delava dolgoročno. Zakaj to sprašujem, ker na vajnem Facebook profilu sem zasledil, da sta album najavila 9. aprila 2019. Datum izdaje 1.6.2021. Ja, drži, evo koliko je to, 2 leti razlike, ne? Pa še nekaj dni zraven. Sej v resnici bila bilo tudi veliko več, ne? Jaz ne bi šel na decimalko, kako dolgo je trajalo, da sva ta prvi album spacala skupaj, ampak 2 leti sta dejansko malo, če gledamo širšo zgodbo, po drugi strani pa jasno, ne, če ti napoveš album 2019 pa ga izdaš 2020, je nekaj seveda šlo narobe, ne. Ni bilo tako, kot sva si zamislila. Najbolj enostavno bi bilo, da se izgovorim na recimo korono ali pa na neko višjo silo. Če sem pa čisto pošten, višja sila ni imela čisto nič s tem, korona še manj s tem. Verjetno je, se pravim, tako kot prej, ne, življenje se je zgodilo, kar nekaj se dogaja vmes, pa človek mora svojo pozornost usmeriti drugam in tak naprej. Midva seveda ne živiva od tega, to je čisto ljubezenski odnos do glasbe mama, ne, to pomeni pač večino časa moramo nameniti tudi drugam, ne, vsi pač hodimo v službo, imamo družine in tak naprej in koliko pač ostane gre v glasbo in jaz si seveda želim, da bi čim več časa ostalo za glasbo, ampak kar naenkrat 2 leti mine, ali pa 5 let mine, pa 10 let mine in evo, tako se je to zgodilo. Kakorkoli 2 leti sta se obrnili, malo smo zamudili, ampak tu je, evo, album je tu. Sta že takrat imela pripravljen material, pa ga sedaj samo dodajala zraven? Da. Takrat ogrodje, sedaj pa samo dodatke. Da. Namreč 2 skladbi bonusa sta zraven. Ja, drži. Mislim, album, sama muzika ni, ne bom rekel, da je bila včeraj končana, danes pa je izšla, sveda, ne. To je že bilo precej časa nazaj, praktično vse zaključeno, ampak sveda, ne, proces snemanja albuma ni, sploh če to delaš ljubiteljsko, ne, ni kar nekaj, ko gre v neki linearni funkciji, da ti točno veš, kdaj se bo kaj zgodilo, pa je vse naprej določeno, ne. Ampak to vse nekako, sploh zato, ker sva dva, ne, sproti delama, ne, in neke stvari grejo po planu, nažalost neke stvari tudi ne grejo po planu, ampak kakorkoli ta muzika ni končala se, kako naj rečem, včeraj, ne. Je že en čas zaključena, ampak končno se je vesolje zložilo in evo, zdaj je album prišel. Ja, 2 komada sta pa res kot neka bonus tracka, to je pač posebna zgodba, namreč album je v osnovi bil zamišljen kot v celoti posnet v angleščini, ne. Vmes smo probali biti malo pragmatični, ne, pa smo rekli, ok, ajde, kaj pa če vseeno 2 komada, ki sta v osnovi angleška, probamo narediti v slovenščini. To meni, mi smo šli nazaj, najprej je bilo vse v angleščini, potem smo pa iz angleščine ne sicer prevajali, ampak ajde, prirejali v slovenščino. Tako da slovenski komadi so pravzaprav najbolj novi, ne, čeprav je na isti matrici glasbeni, ne. In potem smo rekla, ne, čisto tako po domače, ok, kaj bomo zdaj imeli, ali bomo imeli slovenski verziji ali angleški verziji, ne, še dobro, da smo samo 2, drugače bi bilo toliko mnenj različnih, ne, da ne vem, kako bi se zmenili, in kompromis je pač simpel, te pa dajmo vse gor, ne, se zakaj pa ne. In zato je zdaj pač to kot nek bonus track smo nekako razdelila, no. 3. Chasing Demons. Ja, verjetno bi mogel zdaj kaj hudo pametnega povedati. Spet čisto... Če ne želiš o demonih, lahko pa o vilah. Ja, lahko. Ne, sej pravzaprav vsebinsko jaz ne bi pretirano valjda razlagal, sej tudi je tak narejeno vse skupaj, da pušča nek široke možnosti, ne, interpretacije samih besedil. Je pa kot pravim, ne, se mi zdi, če bi vseeno nek skupni imenovalec poiskali, je to vseeno neka osebno izpovedna lirika in seveda vsi imamo svoje demone, ki nas preganjajo, mi njih preganjamo, ne, in če to nekako na tekst damo, dobimo ta komad.
Fabrika z albumom Ordinary People v oddaji Radioaktivno, Alan je z mano. Fabrika z 2 C-jema, to ni po italijansko, kajti fabrika z 2 B-jema je po italijansko. Drži. No, pol je verjetno prav, da tudi še kak stavek dodam, namreč v osnovi je fabrika bila mišljena kot delovno ime, ne? Tako kot se to pač ponavadi pri bendih začne, dajmo nekaj, da vemo, o čem govorimo, ne? In fabrika se je zdelo takrat smiselno, ne? Rečemo, ajde, podjetje za proizvodnjo glasbe, ne? Pa si bomo že pol zmislili kaj bolj primernega, ne? In jasno, tak kot se zgodi, ne? Na koncu to ostane in potem spet začneš malo razmišljati, ok, bomo napisali fabrika, ne? Z K-jem, in valjda si malo pomagaš z Googlom, vrže nešteto nekih rezultatov ven, seveda je pravilno z 2 B-jema, jasno, ne? Če daš to not, ker je pravilno nešteto rezultatov ven vrže, potem pa treba stvari tako prilagoditi, da so čim bolj narobe, v smislu, da ti brskalniki na internetu pustijo več prostora. In tak sta pač nastala 2 C-ja, večina ljudi se bo itak zmotila, pa nič narobe, drži 2 C-ja sta, ampak važna je v bistvu vsebina, zdaj ime C, B, nima veze. Torej nista industrijski obrat, čeprav pa glasba je tudi na nek način neka industrija. Danes predvsem se govori o krizi v glasbe, odrske, ne toliko ustvarjalne. Drži. Jaz bi sicer težko sodil, namreč zdi se mi, da nisem prav v teku, kaj se dogaja v nekih aktualnosti trenutni glasbeni. Poleg tega, valjda sta tu 2 različna koncepta, ne? Eno je, ko ljudje živijo od muzike, ne? Seveda pol imajo oni to drugačen pogled na to, mi 2 z Tomažem jasno ne živimo od tega, vsaj zaenkrat ne, bomo videli. Dobro, zdaj na radiju se ne vidi moj nasmešek, ampak ajde. Se sliši. Dobro, kakorkoli, bomo videli, kaj bo, nekak bi rekel, probamo se prilagoditi, zdaj se mogoče malo zgubljam v tem, mi 2 smo se mogla na hitro naučiti, kje je glasba. Namreč mes, se pravim, se je marsikaj dogajalo, malo zgubiš stik z glasbeno industrijo in z glasbo na splošno in moram reči, da so stvari danes bistveno drugačne kot pred recimo 10 leti, namreč včasih je veljalo, da album, če ne daš v fizični obliki ven, če ga ne primeš v roko, to ni album, ne? Danes je, me je prav presenetilo, ko smo začela se pogovarjati, ok, kako bo to izgledalo, ne? Ko je bilo tako daleč in valjda zdaj to vse nekam digitalno in MP3 in ne vem, mislim, jaz sem še vedno old school, jaz če ga ne v roko primem, to pač ni album, ne? In zdaj je seveda to na nek način norost, vsi to nalagajo na neke te digitalne kanale oziroma platforme in toliko smo se potrudila, da smo se tudi temu prilagodila, to pomeni album bodo vsi, ki ga bodo iskali, lahko našli, ne vem, iTunes, Deezer, Spotify in to, kar še pred 6 meseci vedel nisem, kaj je, sem se zdaj na hitro naučil in na hitro smo to tudi uspela nekako spraviti gor. Sva se pa odločila, pač ni druge, naredila bomo sigurno CD, za ljubitelje trde kopije in evo CD sva naredila, verjetno bova šla še dlje, vse zaenkrat tako kaže, jaz si srčno želim to tudi na LP-ju, na vinilki imeti, to je pa res pol tisto, tako kot mora izgledati, ne. Jaz si res želim plato vzeti v roko, obrisati prah, dati na gramofon in ne, ko to malo poka še zadaj, tisto vse, pol je to tako, kot mora biti, ne. To meni, pač glasbena industrija pa je, kje je, jaz ne vem, kje je ona, verjetno se bori tako kot pa vsi drugi, ampak jaz, tako bom rekel, mi 2 imamo čist oseben boj na enem majhnem bojnem polju, tako da širši koncept, v bistvu me sploh ne zanima, no. Vidimo, da ustvarjalni boj, ne pa toliko tisti trženski. Drži. Tako da jaz sem zelo zadovoljen, ko je muzika narejena, ko je prišla ven taka, kot sva si zamislila. Kaj bo prihodnost prinesla, iskreno ne vem, ampak 99% uspeha je že narejenega, je že doseženega. To pomeni verjetno, ne, ta glasbena industrija, ne, šele ko album da ven se začne, ne, pravi boj, ne, to pomeni, to je treba prodati, tako pač vse drugo, vse je jasno, ne. Če živijo od tega, je pač to tudi namen, konec koncev. Pri naju ni tak, to pomeni, mi da smo praktično že čez ciljno črto, od tu naprej je samo bonus. Če bo se kaj prodalo, bomo seveda zelo vesela, ne, valjda, ne bomo se branila tega, potrudila se bomo, ne, to pomeni, se pravi, če že tako gledamo, ne, da smo res bomo dala ven v vseh možnih oblikah, trdih, mehkih, digitalnih in tako naprej, pomeni, da seveda nama je to neka vrednost, ne, in se želimo približati vsem kupcem, onim od 10 let do 70 let recimo, ne, torej vsakomur svoje, ne bomo se pa kaj dosti sekirala, ne glede na to, kaj bo. Tako da v bistvu smo mi že čez ciljno črto, no. Predobro bo naslednja, tudi prvi singl, s katerim sta najavila prihod na sceno, leta 2019, če se ne motim. Drži, 2019 je bil to prvi singl, prvi nek poskus tipanja teh pač takratne ali pa trenutne glasbene scene, se pravi, vmes je minilo precej let, ko pač nisva bila na nek način aktivna in valjda najbolj simpel je, da pač probaš, ne, z tem singlom, jasno ni bilo planirano, da bo vmes do albuma še 2 leti minilo, pričakovano je bilo, da bo to prej in če se navežem naprej povedano, ne,
to je ta varianta, da smo probali v slovenščini. Tudi jasno je, se sva konc koncev, Slovenca, slovenski band, prav je, da probaš slovenščini, tudi če smo čisto iskreni, ali pa če, morda se motimo, ampak imam občutek, da je še vedno slovenščina bolj sprejeta na radijskih postajah in tudi se strinjam s tem. In potem je to bilo tudi malo pragmatizma, malo vsega boga, tudi komad je bil mogoče predčasno zaključen in prej pripravljen. In kakorkoli, 2019 sva se odločila za prvi singl, predobro je šel ven, videospot sva naredila in zadeva je šla na radijske postaje. In to je to, nekako se mi zdi, da tisti iz čistega no-name benda smo v bistvu iztržila pričakovano in smo bila z njim zadovoljni. Na modrem nebu ravna sled, skrbi izginjajo. Končno zbrala sva pogum in prepustila se v zavetje upanja, objem neznanega. Zdaj gre zares, slišim vrtenje koles, ko se peljeva avto. Varam vsak dan, pustiva daleč stran, najin cilj je pot. Pričakovanja najina pustila sva doma. Naj zgodi, kar mora se, zdaj sva pripravljena. Prihodnost novo iščeva, karkoli se zgodi. Imava časa na pretek, ko jutro se zbudi. In zdaj gre zares, slišim vrtenje koles, ko se peljeva avto. Varam vsak dan, pustiva daleč stran, najin cilj je pot. Fabrika Olaj radioaktivno, kot si prej omenil že, korenine vlečeta v skupino Mrzla voda. Drži. Dolgo nazaj, če se prav spomnim. Ja, Mrzla voda je, rečemo, tam do leta 2008 bila aktivna, ne, plus minus. To pomeni, že en lep čas se vmes ni kaj dosti dogajalo, seveda se je dogajalo. Ne. Mi dva s Tomažem so praktično zelo hitro po razpadu Mrzle vode, ne, štartala s to idejo, da nadaljujeva neko novo zgodbo. Ampak ja, korenine so absolutno od tam. Mrzla voda, če nje ne bi bilo, tudi Fabrike ne bi bilo. In tudi v žanrskem smislu se mi zdi, da je to neko nadaljevanje te zgodbe, seveda je z nekimi prilagoditvami, ipak smo toliko let starejša, to je prva zgodba. Druga zgodba je, so tu človeške
tehniške omejitve, ne, torej iz 5 ljudi na 2 človeka, seveda terja svoje prilagoditve, ne, kakokoli obrnemo, ne, zdaj smo morala sama zaigrati večino inštrumentov, ki so odigrani, ne, in nikjer ne piše, da sva to tudi znala, to pomeni, me se je treba na hitro naučiti, pa prilagoditi, pa malo odglumiti, pa nekako stisniti not, ampak na koncu je šlo, ne, to pomeni, to je bil nek dober eksperiment, da se da tudi z manj ljudmi priti do cilja, je pa seveda ni pa isto, ne. Končni cilj je sigurno, da se spet razširimo, ne. Če ne drugo, jaz si želim, oziroma oba si želiva spet stopiti na oder, ne. To je izvedljivo tudi za takšno glasbo, ko je, rečemo, kakokoli obrnemo, je tu nekaj računalnikov, nekaj ritem mašin in tak naprej, ampak to se vse da odigrati, rabiš pa, ne, 3 ljudi bi jih sigurno rabila in kakor hitro se bomo dogovorili, začnemo z vajami in to je to, ne. Je pa, evo, da se vrnem spet nazaj na vprašanje, ja, to je v bistvu Mars Levada, še vedno je to Lovrenc na Pohorju, ne, jaz sicer nisem od tam, ampak če bi že mogel nekako lokacijsko postaviti fabriko, je verjetno to Lovrenc na Pohorju. No. Ostaja, sigurno. Tam, kjer je Mars Levada začela. Tam, kjer je Mars Levada, v istih gostilnah smo še vedno, nič se v resnici ni prav dosti spremenilo in tudi sicer je Lovrenc, se mi zdi, ne, jaz sem prišlek, jaz sem zunanji, ne živim tam sicer, ampak sem pač reden gost tam in se mi zdi, da je Lovrenc na Pohorju pač nama daje to lokalno podporo, ne, stojijo za nama, so del te neke zgodbe in najmanj, kar lahko naredimo, je, da rečemo, da smo iz Lovrenca na Pohorju. Čeprav, kot se spomnim, Mars Levada je bila precej rockersko obarvana, vidva pa imata sedaj veliko elektronskih primesi. Ja, drži, seveda, pač čas je prvič naredil svoje, ne, ljudje se v vsakem primeru spreminjamo, po drugi strani se mi zdi, da je prav, da tudi poskusimo kaj novega, ne, jaz ne bi rad bil skozi zaprt v istem žanru, tak, če čist osebno rečem, samo še jazza nisem probal, pa to ne zato, ker ga ne bi htel, ker ga enostavno ne znam, ampak časa je dovolj, da se še to naučimo, ne, in to bi mi bil nek hudi izziv, recimo, ampak s to, rečemo, bolj elektronsko varianto, to se pa da, ne, in smo probali nekako razviti to Mars Levada in jaz sem prepričan, ne, če bi Mars Levada obstajala danes, bi v vsakem primeru šla v smer fabrike, verjetno s prilagoditvami, ampak evo, to pomeni, rečemo, nek časovni odklon je to in drugo je, da je pač ljudi manj in je treba malo prilagoditi zadeve. Ne. About You, naslednja? About You je pravzaprav besedilo, nisem jaz napisal, oziroma midva, pač pa Jasna Planinšič, še ena Lovrenčanka, pravzaprav punca, ki je bila v štartu mišljena kot lead vokal, kot vokalistka in tudi ona je, jasno, ne, po neki logiki probaš imeti vokalista tistega, ki tudi tekste piše, seveda ni pravilo, ne, ampak nekako je tak po naravni danosti probamo narediti in to je tudi njen tekst, tako da jaz se ne bi kaj filozofsko debatiral o tem, konec koncev imam jaz sigurno drugačno interpretacijo tega teksta kot Jasna, nisva se pa nikoli vsedla, jaz se tudi ne spomnim, da bi se jaz kadarkoli v življenju z tistim, ki je tekst napisal, dol vsedel pa vprašal, kaj si tu mislil. Res iskreno ne vem, da bi se to kdaj zgodilo in valjda tudi jaz nisem vprašal, tudi če bi jaz kaj napisal, me nikoli noben ni vprašal, kaj si s tem mislil in to je meni dober znak, ok, glej, jaz sem, vsak si pač išče svojo zgodbo, kakorkoli to spada v tisto obdobje, ko smo želeli, ker v štartu je bilo mišljeno, ne, da smo mi dva sama, se to ni bila osnovna ideja, ne. Osnovna ideja je bila, mi dva smo pač nabiramo ljudi, ne. In tudi to, ne, htela smo nek odklon, ko smo prej govorili o Mars Levadi, to pomeni, dajmo stvari ne več v slovenščini delati, pač pa probajmo v angleščini in drugič ne imejva moškega vokala, pač pa probajmo ženskega, teda nekaj smo probali zamenjati, ne. In ideja, kot rečeno, naj poje ženski vokal, ampak hudič je, ne, ker je to bila Jasna, ampak vmes so se stvari zgodile in ona je šla nekako svojo pot in kar še ni najhujše, mislim, da smo zamenjala 6 ali 7 vokalistk različnih iz cele Slovenije, ni da ni, ampak stvari so tekle počasi in valjda punce so se na neki točki verjetno tudi naveličale, ne, in na koncu je bolj silom prilike, ne, po sili razmer sva ostala sama. To pomeni, ni bilo mišljeno, bodimo mi dva sama, ker smo samozadostna, ne, bomo, ne, mi dva to zmoremo, ampak enostavno smo bila primorana, ker pač enostavno ljudje so odhajali, ker se je zadeva tako dolgo vlekla in pol je pač trebalo reči, ok, zdaj pa, glej, dva sma, te pa očitno več nas vse v tem momentu ne bo, a bomo nadaljevala, a bomo naredila plato ali ne, in ker smo pač rekla, ok, zdaj, če smo se že lotili, dajmo to vleči do konca in pol je pač trebalo vloge na novo razdeliti, ne. Zdaj pa je bilo zelo po kavbojsko, jaz ne morem drugače reči, ok, kaj ti znaš, kaj jaz znam, kako bi zdaj to midva, da
ne, da pač prepeljamo vse skupaj do konca z lastnimi močmi in pol je to izgledalo skoraj tako, da ne, kdo pač bolj štont trofi, tisti bo pel, kdo zna pač to bo to in to je bilo zelo po domače, ne, in zdaj, ne, a znaš ti, ali znam jaz in pač tak je to. Seveda malo pretiravam, ne, v žaru pogovor, ampak prav dosti drugače pa res ni bilo in sva si pač po najboljših močeh razdelila vloge, pa se mi zdi, da smo jih dobro razdelila, ne. Mislim, ker če jih ne bi, v bistvu ne bi prišla do cilja, ne. Zdaj pa plata je, očitno se je dalo narediti tak, ne. In spet na začetek zgodbe, about you še iz obdobja Jasne, takrat sva se še zanašala pač, ne, da bojo drugi pisali tekste in evo, pol dalje, ko pa smo ostala sama, sva pa tudi sama mogla na tekste iti. Ordinary People, album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, dueta Fabrika oziroma zasedbe Fabrika. Sedaj, ki si omenil ženske glasove pa vokalistke, ki sta jih iskala, ampak slišati tudi ženske vokale v zasedbe. To so samo spremljevalne ali tudi, mislim, da v nekaterih skladbah vodilne.
Ja, no, to je del te prej povedane zgodbe. To pomeni, številne kolegice so se izmenjevale za mikrofonom in ti posnetki so valjda ostali, ne? Ampak zelo različni. Ne? To pomeni, ena je bila v obdobju, ko so pač recimo eni 3 komadi bili, pa je pol naslednja prišla, pa je druge 3 komade posnela. Ne? Ampak mes je pol šla, ne? In zdaj nisi ti mogel cele plate narediti z enim ženskim vokalom, nisi mogel niti mešati in pol enostavno ni ostalo druge, da rečemo, ok, cel glavni vokal bo pač nekdo in v tem primeru sem to pač bil jaz, ampak te punce so super posnele tisti del, ki so ga pač utegnile posnet, ne, tukaj smo pa že bili, ne, da smo rekli, ok, glej, zdaj na traku imamo, zdaj pa te, ne, stisnimo nekam not, kjer to paše in to smo izkoristili do maksimuma, kjerkoli se je dalo, ne, smo to uporabili njihove vokale, no, pravzaprav sta samo 2 vokala, čeprav je bilo punc več, to je Katja Sever Kržič in Urška Indžič, njo smo nekako probali poflikati not in sta sicer v vlogi spremljevalnih vokalov. Res pa je, da je tu ena posebej pesem, ki se reče Coming Home, ki ga je v celoti odpela Katja. Tisti komad jaz pač, ali pa oba rečma, mama nekako posebej v srcu in sma res želela nekoga, ki to obvlada. To pomeni, jaz sem po profesiji, ne, pod narekovaji, ne, glasbeni, v bistvu bobnar, ne. Jaz življenja mikrofona blizu videl nisem nikoli, ne. To je pač spet po sili razmer, sem se postavil, zdaj pa naredi, ne. In se zavedam svojih omejitev tehničnih in siceršnjih, ne. In zaprav za ta Coming Home sem si prav želel, ok, tu pa zdaj naj bo nekdo, ko pa res to naredi tak, da se sliši tako, kot si jaz to v glavi predstavljam, ne. Jaz vem, da sam tega ne bi zmogel in sem zelo vesel, no, da smo ta posnetek s Katjo imeli in smo ga pustili in tu mene nismo mešali, hvala Bogu, in se mi zdi, da je komad točno taki, kot bi v štartu moral biti. Karkoli bi jaz zdaj tu zraven pacal, ne bi bilo v redu, ne. No, vidiš, ta skladba je malo bolj jazzy obarvana, ko si prej rekel, ja, da še jazza nisi igral. Ja, drži, vse zato mi je mogoče tako všeč, ne, jaz res, se pravim, če bi res obvladal, to bi bilo to, ampak no, mogoče sem pa že prestar, zato ker bi trebalo z nule se štartati učiti, ampak evo, vsej ne, von po jazzu pa en mam, ne, in sem ful srečen, da je to tak, da, no, vse bojo poslušalci sami presodili, ampak to je za mene taki prav luštni jazz, no, ne morem drugo reči. Jo zavrtiva? Pa dajva. Tell me, baby, are you okay? I know it's been hard for you, but you know what they say. And since it didn't kill you, did it make you any stronger? Where do old ladies and their sayings know? I know your nights are getting longer. Someday I will take you home again, and every night when you fall asleep, I'll be listening to your shallow breathing, and I'll wake up right before you do, just to see your green eyes in the first morning light, and those black dots scattered all over them. But until then, I'll keep watching pictures of you. I'm waiting for my phone to break the silence. I know you're sad and lonely, but believe me when I say I'll take you home again. I'll take you home again. Someday I will take you home again, and every night when you fall asleep, I'll be
Coming Home Fabrike oddaje Radioaktivno. Če se vseeno še ostaviva na albumu, kar 14 pesmi sta dala gor, skoraj da ura materiala. Ja, več je kot je verjetno normalno za te čase. Ne. Imam občutek, da je precej manj že čisto dovolj. Ne. In to sem opazil, jaz sicer nisem imel občutka, da je to preveč. Ne. Komadi so pač bili in dajmo jih posnet. Ne. Prvič, ko sem dobil res občutek, da je to malo več, kot bi trebalo, ne, je bilo takrat, ko sva začela malo tipati, kako bi bilo, če vse skupaj dava na vinil, na LP. Ne. In to nikakor ne moreš spraviti na en LP. Ne. Kakorkoli stiskaš. Ja, lahko stiskaš tiste reže, ampak ne, to sem se tudi pač uspel naučiti ali pa vsaj malo preveriti, nekje do 22 minut so mi rekli na eno stran, ampak to je že zgornja meja, ne? Tu že začne škoditi zvoku, to pomeni boljše manj. Ne? To pomeni, ajde, rečemo tam 18 minut na eno stran, pa druga stran 18 minut, pa koliko je to, 36 minut, ti imaš pa 56 minut. Ne? Če želiš LP, daj manj komadov gor, ali pa naredi dupli LP, samo to je matematično gre skozi, ne? Tu pa zdaj spet vdari ven tisto, ko moraš tudi malo razmišljati, kaj bo prihodnost prinesla, ne? Nikoli ne veš, kdaj bo zadnjič, ne? Čist tak, po domače povedano. Če je to zadnjič, pol naj bo pa vse, ne bomo nekaj, ne vem, šparali in smo rekli, neč, dajmo teh dupla plata bo zunaj in jaz, evo, da kar povem, jaz se tega zelo veselim, računam, da bo tam nekje v sredini junija na voljo tudi ta dvojni LP, no, ampak da ne zajadram preveč, ja, komado je dosti, ne, in takrat sem šele videl, da jih je, ne, tu lahko bi mogoče to delih vzela, pa ne, mogoče si prišparala za drugo plato, ne, pa bi že bila en korak bliže drugemu albumu, ampak kot rečeno, ne, kaj pa če ga ne bo, čeprav seveda v dobri veri, da bo, ampak kaj pa če ga ne bo, daj ven zdaj, takoj pa bomo že o tom potom razmišljali. Ne. Bo potem na vinilu še kakšna dodatna skladba, da res se napolni to? Ne bo, ravno prav na gosto so zdaj te zareze narejene in bojo seveda pol 4 strani, to pomeni 2 LP-ja, 4 strani in ne bova dodajala nobene. To pomeni LP bo praktično ista muzika, kot je to na CD-ju, seveda v drugem tem prijetnejšem formatu. No, kot si pa že predajal, CD pa tudi na voljo za vse tiste, ki še imamo CD predvajalnika avtomobilih pa doma. Drži, CD je na voljo, ne samo to, zraven smo še stisnila USB ključ z MP3 predvajalniki, namreč, tako si rekel, ne, zdaj, koliko vem, je CD player v avtu že del dodatne opreme, ne, včasih je to bilo samo umevno, ne, sploh ni obstajal avto verjetno brez tega, zdaj že moraš iskati, kam to vtakniti, vsi imajo USB reže, to nekako imajo avti zdaj, ampak CD playera pa ne. Res pa je, enega imajo celo doma, eni nikoli slišali, verjetno mlajša generacija, kaj to je in tak naprej. To pomeni, CD bo za tiste, ki ga imajo kam vtakniti in ki si ga želijo. To pomeni, meni je pri CD-ju pač fajn, da je tudi ta knjigica noter, ne. Teda to mi je ta cool del, ker pač tudi grafični dizajn smo nekako vzela na svoja pleča in to mene predvsem veseli, ker se mi zdi, da je dobro izpadlo. Jaz sem ful zadovoljen za grafiko, to je komplet prevzel Tomaž, ne, to je pač te delitve, ne, najne interne, kdo bo kaj delal, ne, in ok, ti znaš pa boš to, te pa ti naredi, ne, in mislim, jaz ga osebno se mu klanjam, kak je to skup spravo, jaz sem ful zadovoljen, tako tudi če bi dala komu zunanjemu, ne verjamem, da bi izpadlo boljše, kvečemu enako, ne, in CD ima tudi plus ta, da pač to knjigice lahko izkoristiš, ne, in je mislim, da 16 strani not in je ful luštno izpadlo, no. Ko te poslušam, mi deluje, škoda sta vidva družina. Ja. Vsak ima svoj del. Eden skrbi za žlice, drugi za vilice. Ja, to nisem nikoli pomislil, ampak ful dobra primerjava, prav všeč mi je, si bom zapomnil. Verjetno res, ja, to je dolgoletno prijateljstvo, ne, in sploh, mislim, me ne moti ta primerjava, celo všeč mi je. Ja, valjda smo na nek način družina in pač tudi to delitev dela mama, ne, to pomeni, ne, verjetno en gre na lov, en pa pomije posodo in obratno, v resnici oba delama vse, ampak tisto, kar nekomu v danem trenutku bolj sede, ne, ampak ja, mi je všeč primerjava. Naslednja mislim, da bo kar primerna temu, kar smo se zdaj govorila, If You Need Me. Drži, evo, super si to povedal. No, pa če lahko mogoče nakratko še to pokomentiram. If You Need Me besedilo je pravzaprav spet ni najno, pač pa napisal ga je Simon Vračko, še en Lorenčan, ki je bil v osnovi mišljen kot del te nastajajoče zasedbe, ne, to pomeni, on bi enega od inštrumentov verjetno odigral. Mi se je pač preletel tudi z besedilom, ne, pač te If You Need Me. To smo sicer naredili in evo, spet se je zgodilo življenje. Evo, Simon se je preselil iz Lorenca v Grosuplje, ne, mes je to malo daleč, se verjetno zavoziti navaja in spet ostaneš brez nekoga, ne. Ampak svoj del je dal, brez njega pač ta plata spet ne bi bila enaka in jaz sem vesel, da je pustil svojo sled in še zdaj se slišimo, valjda jasno, se vidimo pa vse, ampak ne bi pa šlo skozi čist iz
fizičnih razlogov, predaleč narazen smo bili. Tako da, kakorkoli vidi se, ne, da smo flikali različni ljudje v različnih obdobjih, da se je na koncu vse nekako združilo v ta trenutek, ko je pač album zunaj. Fabrika voda je radioaktivno, Alan z mano, Ordinary People, album, ki ga tudi vrtiva. Že prej si dejal, da so besedila nekatera od drugih avtorjev, glasba je potem vse vajna, skupno delo ali delata zase, potem združita, kako poteka ta izmenjava misli, idej? Jaz mislim, da dost ljudi zelo ima tak nek koncept, ko ga imamo mi dva. To pomeni, Tomaž kot v osnovi kitarist prinese glasbeno idejo, proba pač čim dlje to povleči, da je čim bližje nekemu konceptu, s katerim lahko pol dalje delaš. Pol smo ugotovila, da nama najbolj sede, da je dejansko najprej muzika, in na to muziko začnemo delati besedila in vokale in vse drugo. To pomeni, štartamo vedno iz kitare, dobro, zdaj vmes je, spet po sili razmer, Tomaž se celo naučil malo te klaviature, tako da tudi iz tega kdaj štarta. Ampak ja, muziko v glavnem najprej naredimo, oziroma jo naredi on, do neke točke, do kje jo pač recimo lahko, pol pa začnemo skupaj delati. Pol se pa vsedeva skupaj, pa nekako peljemo muziko čim dlje proti koncu, pol je pa nekako moj del, da se napiše besedilo in da to stisnemo noter v glasbo, čist po domače povedano. To je še ena zadeva, ko je meni nova, jaz tega nikoli prej nisem delal, ker pač vloga bobnarja je pač drugačna. Tako da me je kar presenetilo, da to ni kar tak, ko sem bil enkrat postavljen pred dejstvo, zdaj pa naredi, moram reči, da je težje kot zgleda, vsaj iz mojega vidika. Ko pa enkrat nekako začne laufati, pa praviš, kak to deluje. Tako kot vsako stvar, če dovolj dolgo vadiš, se naučiš in znaš. In pol smo res dobila ta model dela in je, ko sva ugotovila, kdo je v čem
najboljši, oziroma kaj mu lažje gre, so zadeve stekle z lahkoto. Ne. In od takrat dalje do praktično tega trenutka delamo v istem modelu. Ne. To pomeni, on začne, jaz nadaljujem, končamo skupaj in to je to. Ti je lažje pisati v angleščini kot v slovenščini? Ne, vseeno me. Pravzaprav verjetno bi mi bilo lažje v slovenščini, ipak je to domači jezik. Zagotovo bi tudi vsebinsko boljše napisal v slovenščini. Ne. Seveda se angleščina mi ni toliko domača, ne. Doskrat se matram, ne, da ima to nek pomen, neko vsebino. Ne, ampak dobro, zdaj vseeno živimo v časih, ko je angleščina vse posod okrog nas. Toliko se že naučiš, da to nekako gre skozi, pa nekako poflikaš, ne, da pije vodo. Ne. Ampak ne, mislim, da bi bilo lažje v slovenščini. Ni pa problem tudi v angleščini, se pa bojim, da mogoče vsebinsko vseeno ni toliko dobro kot v slovenščini. Ne. Naslednja, Something Else. Sliši se kot nekaj drugačne, ampak Something Else je v bistvu nek pozitiven predznak. Ne. Če si Something Else, je to mišljeno, kot da si nekaj zelo vredo, nekaj dobrega. Tudi to besedilo je napisala jasno, jaz se prav spomnim, ko sem ga prvič slišal, to je res bolj iz zgodnjega obdobja, da tako rečem. Kam smo prišli, da že obdobja imamo, no, ampak dobro. Da ne boš začel menjati Trias, Jura Kreda. Ja, da tam neki se na trenutke počutim, ja. Ampak v glavnem, to vem, da je pa Jasnino besedilo, Simon je tisti, ki je na nek način aranžma, koliko se jaz spomnim, štartal, ne. To je še pravzaprav iz časov, ko sem jaz imel, ne, pač to bobnarsko vlogo, ne. In točno vem, da ko so mi ga poslali, kako se mi je zdelo, kako je pa to tako luštno, spevno, simpel, ne, kako vam je to ratalo. Jaz se prav spomnim, da takrat nisem bil zraven, ko so ta osnovni koncept naredili, ne. Valjda, pol se je to tekom let precej spremenilo, ne, tudi ko producent pride zraven, ne, pol zgodba gre lahko zelo v svojo pa drugo smer, ne. Ampak ja, tam je bil moj del popolnoma drugačen in to mi je najbolj ostalo, ne, da mi je bil tak lahkotno, lušen in odvedno smo praktično delali muziko, ki ni lahkotna bila, ne. In spet del tega pogovora, da je treba sprobavati različne stvari in zato me je veselilo, da je tako mat. In to je zdaj tudi pesem, ki je, ne, ko smo poslali kot drugo na radijske postaje, to pomeni, to je drugi singl in tudi drugi videospot je pač za to pesem in to je to, čemur zdaj namenjamo največ pozornosti in upamo na čim boljše. But
Alan, vidim, da delata vse sama. Glasbo, besedila pretežno, celostno podobo, video spote snemata sama. Kaj potem prepustita sploh nekim tretjim, četrtim osebam? Ja, sej, mislim, res se sliši hecno, pa ne da to, da smo ošabna, ne, ali pa ne vem, kjer izraz bi uporabo, ne, da smo samozadostna, da imamo občutek, da vse sama znamo. Sploh ni to, ne. To je bolj silom prilike, ne. Takšne so razmere, če hočeš imeti, boš pač moral sam narediti. Ali pa, ne, seveda obstaja vedno, lahko ti drugi pomagajo, ne, ampak to običajno terja, ne, neka dodatna finančna sredstva. Mi smo kar nekaj, valjda je to stalo in še več bi, če ne bi, ne, stvari probala nekako držati pod kontrolo in stvari tudi sama pač, ne, zaključiti. Tako da po eni strani nama paše, ne, da to lahko sama delama, ne, mudi se nama konc koncev nikamor, ne, in pol si vzameš čas in pol ugotoviš, ne, se pravim, to je bilo cel kup nekih prvičev, ne. Prvič, ne, pač sem jaz moral vokal delati, prvič sva mogla, ne vem, besedil, prvič, vse je bilo prvič. Razen pač tega dela, da je grafiko že tudi zamrzlo vodo, komplet ovitek, dizajn je Tomaž delal že tam, ne, tako da to je bilo logično, da bo tudi nadaljeval s tem. Pri videospotih je pa posebna zgodba, ker smo tudi pri Mrzli vodi probali, da je Tomaž, ampak prav vidi se, ne, da je takrat bilo drugače. Takrat nisi imel, ne vem, sploh ne s čem smo snemali, mi to takrat verjetno zelo kavbojsko. Danes imaš pa pač, ajde rečemo, neke telefone, ki to že skoraj gre, ne. Imaš fotoaparate, ki so zelo ok, pa si pa to že skoraj gre, pa je, ajde, zadovoljiva, ne, kvaliteta. Je pa jasno, ne, jaz moram biti iskren, pa reči, da pri videospotih se vidi, da to ni najina primarna naloga, ne. To pomeni, priješ do neke točke montaže, pa viš, da si imel prekratek scenarij, ne, se tu si midva nisma vzela, zdaj pa boma, ne vem, od 1. junija pa do 8. augusta to snemala, pa mučkala, pa mozgala, pa prekladala. To je zelo simpel, priješ v enem popodnevu, rukneš vse kadre, naslednji popoldne to zmontiraš, tretji dan je videospot fertik, ne. Teda, valjda, če si ti vložil 2 ali pa 3 dni in tega v življenju nisi prej delal, se to nekje mora poznati, ne, in tudi, če delaš to s fotoaparati ali pa s telefoni, kakor midva to počnemo, seveda ni isto, ne, kot pa da bi z neko profesionalno kamero delal. Res pa je, da je ful luštno, ful zadovoljstva prinese, to je res prav užitek je to delati in stane na tanko nič evro, kar je pač tudi prednost, ne, in zato sva pač ta prva 2 videospota, ne, naredila komplet sama. Res pa je, tu si pa jaz želim, da bi recimo ajde tretjega, ne, če bo tak daleč prišlo, pa morda vseeno uporabila zunanjo pomoč, ne, da malo, ker tam pa se pa vidi, ne, da rabiš nekoga mojstra. Tako tudi pri muziki rabiš producenta, ne, ko to nekako zlepi v neko zaokroženo celoto, da ima to rep pa glavo, ne, ker vsega pač enostavno, tudi če hočeš, ne moreš sam, ne, vsak ima neke omejitve in se mi zdi, da če bomo pa kdaj morda videospot z zunanjim sodelavko naredila, ne bo nič narobe. Ampak z temi smo super zadovoljna in je bilo res luštno. Štemo se reče, da sta pohorsko racionalna. Jeste. Nekateri bi rekli, da sta gorensko škrta, ampak ne. Ja, mogoče resno, ampak ja, glej, pač se pravim, ne, tu bodimo realni, stroškov ne bomo pokrila, to ni možno, ne, ampak konec koncev vsak hobi nekaj stane, ne, jaz sem tudi tak pri sebi si probal to nekako zracionalizirati, ne, ajde rečemo, da bi jaz bil igralec golfa, ne, verjetno tisti čevlji nekaj stanejo, palce za golf verjetno nekaj stanejo, ne vem, kako to, nikoli nisem bil namreč na golfu, ne vem, zdaj ker ugibam, verjetno, da greš na golf, moraš neko karto plačati ali letno, ne vem, najemnino in to nekaj stane. In ko priješ ven, pač imaš toliko denarja manj, verjetno pa odneseš neko zadovoljstvo, da si one kuglice v luknje potiskal in to je to, ne. In verjetno en golfist povprečni nima ideje, da bo zdaj od tega živel. To je njemu čisti užitek in valjda se izštarta sprijazno s tem, da bo, ne, manj denarja iz igrišča ven prinesel, kot ga je not nesel. In nekje tak sem si jaz to zgodbo sam za sebe naredil, muzika pač stane, če se želim s tem ukvarjati, bom pač moral neki denar noter dati, verjetno ga ne bom nazaj dobil, morda en del, ampak na koncu bo to minus. Ampak to je minus, samo finančni minus, ne. Plusi, ki jih prinese ukvarjanje s tem, so, ne vem, za kateri faktor večji od tistega finančnega minusa, tako da noben problem mi ni, z veseljem dam to in to je to, no. Pred zadnjo, Summer Nights, poletna in tak malo na country potegne, ne, to je spet gremo malo v neke čudne sfere, se mi zdi pa tudi malo daljši komad je, tak malo je poseben, težko bi ga opisal, ampak se pravim, ne, spet žanrsko nekaj drugega, ne, nekaj drugačnega, Bog vedi, v kaki fazi sva takrat bila, ko je to nastalo, ampak evo, meni je to tak čist vseh začetek je v country stilu, valjda se pol spet razvije v kaj drugega, ampak taka prijetna, luštna pesmica, celo sma probala malo, kako bi bilo to, če čisto vse sama odigrama, malo smo se enkrat špilala, ne, pa valjda s temi lupi, pa gor pa dol, ne, da se praktično vse se da z lahkoto, ne, ker
mi zdaj sva v tisti točki, ker zdaj nam ostane, da je to treba v živo nekako spraviti skupaj. Ne. To pomeni, to bo zdaj naslednji korak, ko ga bo treba narediti in spet cel kup izzivov, kako to ne samo tehnično, ampak tudi sicer spraviti v neko obliko, da lahko greš na oder s tem. Ne. Mislim, jasno, jaz si tudi ne želim, tudi če bi tehnično to bilo možno, da smo samo dva na odru, to ni pravi rock'n'roll. Kakokoli obrnemo, to ipak izhaja vse iz rock'n'rolla, ne glede na to, kam v kateri predalček bomo zdaj mi to glasbo potisnili. Ne, in tudi miselnost je tak, se mi zdi, čisti rock'n'roll. To pomeni, na odru mora biti 4-5 ljudi, ko se imajo fajn, ko uživajo. In se pravim, zdaj pač je treba to razliko od do 4-5 poiskati in v glavi že imamo vse narejeno in to bo zdaj pač naslednji projekt, da probamo to odšpilati. In jaz mislim, da se bo dalo zelo vrjo narediti. No. Danes se praktično vse da. Ne. Tako da veselim se trenutka, ko bojo cajti primerni za koncerte v živo in upam res, da bomo mi del tega. No.
quiet. All that I can hear is wind playing the melody of long forgotten summer nights. Alan, za konec omenjaš odre, imata kakšen datum, ki je nekje daleč na obzorju? Ne, iskreno, mi smo že davno opustila vse datumske zaveze, bolj sva si dajala datume, slabše sva se jih držala, tako da ugotavljamo, da smo hitrejša in boljše gre skozi, če nimamo časovne omejitve, zdaj, če izhajamo iz nekega normalnega, resnega poslovnega sveta, valjda to ni sprejemljivo, ne, moraš imeti datum, ne, vedno imamo vsi neke deadline in tak naprej in v službi, ne, do takrat to in zakaj, ajde te pa vse pri muziki, pa pač ne bo datumov, ne, se ne zato, ker jih ne bi htel, ampak ker tak ne delujejo, ne. V službi pač delujejo, ker morajo, tu pa očitno ne rabijo in si ga zelo na easy vzamemo. Teda datuma vrnitve na oder zaenkrat še ni. Potem imamo seveda še to kolobocijo s korono, ampak prej ali slej bo seveda to šlo mimo, prej ali slej se bojo koncerti začeli in se pravim, prvo je treba ljudi poiskati, potem je treba to natrenirati, navežbati, pol pa jaz upam, da čim prej. To meni, kar se mene tiče jutri, če bi to šlo, ne. Če ni jutri, bo pa ob prvi možni priliki. Ko boste imela še celotno postavo zraven, potem več ne bosta Fabrika, mogoče pa Marzla Fabrika. Ni slava ideja. Ja, mogoče bi pa šlo, ne. Ja, valjda, se pravi, jaz si res želim, da se pol na neki točki razširimo. Čeprav v fazi delanja glasbe je prav fajn, če smo dva, ne. Saj smo že delali v vseh možnih oblikah, več je ljudi, več je sicer idej in ne, lahko zelo zanimivo pa širše narediš, je pa res, da je tudi več nekih kompromisov treba vleči in nekak, ne, medčloveški odnosi so ipak včasih zahtevni, ne, in da se 5 ljudi zmeni pa naredi neke rezultate, včasih težje, kot da se 2 človeka zmenita pa prideta do istega ali pa možda celo boljšega rezultata in v tem smislu delanje muzike ne pogrešam nikogar, ne. Seveda pa spet, ne, če gremo pa v živo, pa sama nisma zadostna in bo trebalo nekoga poiskati. Praktično je to nekaj, kar bomo jutri začeli delati. Evo. Sicer več informacij sproti uvaju na družabnih omrežjih, sta na Facebooku in Instagramu, sem opazil. Da, na Facebooku smo zagotovo, ne, še en novodoben izum, brez tega pač ne gre, ne. Pa tudi zelo simpel je, bodimo pošteni, zdaj, če svojo stran delaš, mi sva celo prvo naredila svojo stran, ampak to domeno je treba plačati, zdaj, če nimaš če nisi neki hudi frajer, ko bi to ljudje pač na veliko rabili, gledali in tak naprej, se v principu to ne splača in Facebook stran zadostuje, vse te osnovne informacije daš gor in to je to. Teda praktično lahko samo povabim vse poslušalce, da si pogledajo to stran, to pomeni Fabrika Music, tam so vse relevantne zadeve ažurno updatane, to pomeni ni da ni, tudi linki do teh digitalnih platform so gor, ne, za celoten album ali pa za posamezne komade in to je cela umetnost. O Instagramu sploh ne bi kaj govoril, to spada v točko, ko se še moram naučiti, jaz namreč nimam osebnega Instagram profila, to pol nekak Tomaž, on je, ne, to spet spada v njegovo domeno, te digitalne novotarje ala družbena omrežja, to imaš ti prek, ne. Tako da bom jaz samo modro molčal in sedelo, kot da vem, kaj to je. Če Ordinary People obrat številka 1, prej si že omenjal, da potem tudi obrat številka 2 pride? Govorimo o drugi plošči. O drugem izdelku, ja. Ja. Jaz srčno upam, da pride. Seveda, 2 sva, ne. Prišlo bo, če bomo oba za to, zaenkrat smo oba za to. Mislim, da ne bi smel biti noben problem. Cel kup glasbe za drugi album je praktično že v fazi, ko bi se lahko šlo že kar v studio. Seveda nekaj še tudi manjka, nekaj itak moramo še pustiti, ampak ja, drugi album po mojem mnenju je skoraj neizbežen. Jaz že imam v glavi vse, kako se bo imenovalo, vse. Mislim, jaz ga že vidim praktično, ne, in to je verjetno kot pri kakih olimpijcih, ne, ko grejo na olimpijske igre, ne, se menda, ne, si narišejo, ne, gor nekam medaljo, ne, in pol je ta cilj lažje dosegljiv, tako da jaz ga že imam vizualiziranega. 3/4 problema sem že rešil, no. To je dobro, da že vidiš zlato medaljo. Vidim jo, samo zgrabim jo še. Pa nekaj treninga še vmes. Ja, malo, bomo že. Za konec bova zavrtela še Ona On. Sicer 4 skladbe ostanejo pa na albumu, tako da poslušalci lahko preverijo to na teh raznih platformah ali pa naročijo album pri vaju. Absolutno.
Tako, to pomeni, kot rečeno, digitalne platforme, kar se CD-ja tiče, seveda zdaj v trgovinah ga ni, tudi so si drugi časi, ne, se bodimo pošteni, še pred 3 leti si nismo mislili, da bomo toliko preko interneta kupovali, evo, zdaj smo ugotovili, da to pač se da, se ne rečem, da so sami plusi, pa da je to in sploh si naročiš teniske, ko so ti preveliki ali pa premali, ampak Bog pomagaj. Album zagotovo čez internet naročen ali pa oni v trgovini ne bo drugačen, ne bo vam premali, pasal bo v CD player, no, tako da tu ni straha. Najlažje je preko Facebook strani, torej nama poslati sporočilo, midva sva zelo ordinari človeka in se bomo takoj preko maila zmenili, kako bomo to naredili, ali se bomo osebno videli, pa v roko vam dali CD, ali vam ga bomo poslali po pošti, to pomeni, znašli se bomo in v roku enega dneva bo CD na poti k vam, to pomeni v bistvu čist na mail se lahko napiše fabrika.music@gmail.com, tako da na ta način boste prišli do CD-ja in to je to, no, tako da jaz lahko pač vljudno rečem, da bomo oba vesela, ne, če bo tudi kak CD zajadral med poslušalce, ne, pa ne, pač novim časom primerno, nič nas ne moti, tudi če si kak album dol potegnete, evo, jaz sem prvi kupec najnega albuma, evo, ne, sem prav hotel probati, da vidim, ne, kak pa te zdaj je to, če si ti digitalni album kupiš, ne, in je čist preprosto, ne, zanimivo, sicer ga ne moreš prijeti v roko, to je veliki minus, ne moreš ga povohati, ne moreš odpreti knjigice, delava jih tak, ne, pač špila, ne, tako da to se da in, no, zdaj me že malo skrbi, da se pogovarjam, kot da sem 82 let star, da me je čas davno povozil, ampak vse mogoče me pa je, ne, ampak se pa borim, ne, z vsemi 4 in probam slediti modernim časom, teda kakorkoli, da ne grem predaleč, on sva rekla, zelo zanimiva zgodba v ozadju tega, evo, to je ta drugi komad, ko je napisan v slovenščini, v štartu, ne, je bil v angleščini in pol je trebalo to na nek način, ne trebalo ni nič, ne, ampak želeli smo si nekako to prevesti in zdaj direktni prevodi, kot rečeno, to nikoli ne gre enostavno, pol je treba to malo zgodbo, ne, da ima smisel podoben, namreč originalni komad je Funny Bunny, ki ga je pa napisal Tomaž, ne, teda tudi v tem smo si malo delila vloge, ne, to pomeni, on je napisal osnovni tekst v angleščini, jaz sem pol dobil nalogo tega, pa zdaj probaj nekako v slovenščino spraviti in čisto iskreno komad govori pa ne bom govoril, o čem govori, sami si probajte predstavljati, ni pa težko razumeti, bom pa dodal pa zanimivo prigodo, jaz sem ta tekst v slovenščini prinesel v studio in tudi nikoli ni drugače izgledal, ni bilo to nekih vaj nikoli, jaz sem prvič komad odpel že v snemanju, ne, ali kako naj rečem, no, ni bilo zdaj 6 mesecev bomo malo vadili, pa mu iskali prave linije, pa mu rekli, zdaj mi je kaj pa, če bi tu back vokale zapel, kaj bi tu zdaj, ne vem, 3 tone gor, 3 tone dol, komplet vsi komadi so narediti iz prve, ne, to pomeni, jaz sem ga prvič slišal, ko sem ga prvič odpel in tako dolgo sem ga pač v studio tisti dan pel, da sem vse tone polovil in to je to, nismo naslednjič zdaj pa mi nekaj novega izumili. Ne? In tudi pri tem komadu on je to šlo iz prve, jaz sem prišel s tekstom v studio in polko smo malo tako gledali, to pomeni producent Tomaž pa jaz, a je v redu tekst, ni v redu tekst, je pravzaprav Žare kot producent rekel, čakaj, jaz pa poznam nekoga, ki to vsebino, o kateri sem pisal, boljš pozna in osebno pozna, ima osebne izkušnje. Kaj če ti ga jaz dam na telefon, pa vi ita malo skozi, ne, tekst, ne, pa podebatirajte, če je vsebinsko v redu. In mi je človeka, ki ga nikoli v življenju nisem videl, niti ne vem, kako mu je ime, mi je dal telefon v roko, je rekel, daj tu ga imaš. In jaz se predstavim, rečem, zdravo, jaz sem Alan, v studiu sem glih kar tekst imam pred sabo, daj mi ti, jaz ti ga prebral, pa ti povej, zdaj, a to pije vodo ali ne. Je rekel, daj, kar povej mi, jaz mu povem celi tekst, je rekel, veš kaj, daj mi ti ga fotkni, ne, pa te jaz čez 20 minut nazaj pokličem. In me pokliče nazaj, čez 20 minut obrneva skupaj, glej, jaz pa mi pravi, ne, jaz bi recimo tu par besed zamenjal, pa bi to ovako onak, a ti je kul to, sem rekel, ja, to pomenim, jaz se po telefonu menim, jaz pišem to, kar mi on predlaga, rečem hvala lepa, se pravi, pozabo kako ima ime, odložim telefon, vzamem tisti list, ne, grem pred mikrofon, odpojem in to je ta komad in to je šlo iz prve, praktično friško, bolj friško ni moglo biti, nikoli nismo razmišljali, vadili in kakorkoli, direktno v studio in evo, tak je, kak je. In za konec tega pogovora, Alan, hvala, da si bil gost vdaje Radioaktivno ter uspešno delo naprej. Hvala, v čast in veselje mi je bilo, evo, prenašam pozdrave tudi strani Tomaža, vsem poslušalcem, tako da tudi hvala tebi, Boštjan, res sva vesela za to priložnost, da lahko malo počvekamo, da lahko malo podelimo pač te zgodbe z poslušalci. Proč pa, kaj ne rečem, res, jaz upam, da bojo cajti čim prej šli na boljše, pa da se vsi skupaj prelej vidimo na kakih odrih v živo.
si rojeni in vzgajanje. Kmalu ugotovi, da tega se ne počne. Poleti skrite resnice in tihega sramu. Izbere temne misli, kakor slane solze v dežju. Če ne vijo, ne boli, ni razloga za skrbi. Čar usode, loterija možnosti. Skrivaš in lažeš, nikomur ne poveš. Besedi hrbet obračaš, lepše je, če veš, da človek z resnico ustvarja svoj si dan. Tvoja pot do tukaj tako ne bo zaman. Našega sveta skriva se za masko in normalnega. Fabrika vas lepo pozdravljava in vi poslušate Radio Aktivno.